Dober dan, to je NN studio. Kako so medvedi postali prvovrstna politična tema? Potem, ko je Ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo odločbo o odstrelu 230 rjavih medvedov, največ doslej, se je vmešal kar predsednik vlade Robert Golob in jo želel zamrzniti, a se je po pogovoru z ministrom Urošem Brežanom potegnil nazaj in tako se odločba izvaja naprej. Ostro so se odzvali tudi nekateri nevladniki, češ da Slovenija s takšnim, kot pravijo, masovnim odstrelom krši lastno in tudi evropsko zakonodajo. Jo res, kako to, da se populacija medveda kljub ukrepom vztrajno povečuje, so možni še kakšni drugi ukrepi? Kje prihaja do konfliktov z ljudmi, kako z medvedom sobivati? Z nami je glavni avtor ekspertize, ki je bila tudi podlaga za določitev števila medvedov za odvzem iz narave, profesor dr. Klemen Jerina z ljubljanske biotehniške fakultete. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Profesor Jerina, število rjavih medvedov od začetka 90-ih, ko je bil strogo zaščiten, hitro narašča. Leta 1993 je bila ocena številčnosti okoli 300, leta 2015 okoli 711, leta 2020 pa je že dosegla skoraj 1000. Kakšne so strokovne ocene za letošnjo spomladansko številčnost? Ja, pa za letos je bila ocena taka, se pravi srednja ocena, najbolj verjetna, kar ne pomeni, da je prav tista, ker se zmeri so metode težavne, 1100 osebkov. Zdaj interval zaupanja pa tam 900 do 1300. Gre pa za pomladansko številčnost, ker pri medvedih je značilno zelo veliko nihanje številčnosti med letom. Rodnost je tam okrog 25-odstotna, tako da če gre recimo 750-760 medvedov spat, vmes se kotito poteka sredi zime, se jih okrog 1000 potlej zbudi, in potlej zaradi tega ta nihanja medletna. Iz tega naslova so tudi v bistvu nesporazumi v preteklosti se dogajali, ker so eni poročali letno pomladansko, eni pa jesensko številčnost. A pa se je v zadnjih letih, ko je ta številka naraščala, tudi gostota po določenih delih Slovenije spreminjala? Kje se je morda v Sloveniji ta gostota najbolj povečala? Zdaj pri medvedu, tradicionalno, če bi že pogledali od takrat, ko je bila pri nas vrsta skoraj iztrebljena, se pravi kakšnih 100 let nazaj, so bile gostote najvišje na jugu države, v teh strnjenih velikih gozdnih območjih, ki so strani človeka praktično neposeljeni, še vedno pa za medveda majhni, gre za Kočevsko, recimo Kočevski Rog, potlej cela oba kompleksa na Kočevskem in snežniško območje, in tam so seveda ves čas gostote naraščale, postopno se vrsta tudi širila, ampak zelo hitro so se pa ti vzorci prostorske porazdelitve začeli spreminjati, vsaj tako, kolikor jih poznamo, seveda so tudi boljši podatki na voljo v zadnjih 10-15 letih. Zdaj, kaj se je zgodilo vmes, popolnoma primerljivimi enakimi metodami, pravzaprav smo gostote pa njihovo variiranje v prostoru analizirali prej in potlej in izkazali se, da v teh velikih strnjenih gozdnih območjih so gostote praktično enake ostale. Vmes se pa medved poselil to veliko območje, še zmeraj v Sloveniji, kjer še zmeraj gozdnatost večja kot 50%, ampak gre pa za prostor, ki je v bistvu dosti gosto poseljen z ljudmi. Zdaj ni veliko število prebivalcev, ampak ogromno majhnih zaselkov, se pravi, gre za območje recimo nekako med Sodrasco, potlej Turjakom na eni strani, pol Menišija noter deloma sodi na jugu do hrvaške meje. Tu so gostote zelo narasle in so v bistvu primerljive oziroma praktično identične v povprečjih, kot recimo na snežniškem območju pa na Kočevskem. To je bila taka velika sprememba. In te spremembe gostot, vsaj kolikor razumemo in raziskavamo res ogromno v Sloveniji, so v bistvu posledica v prvi meri, se pravi mehanizem, ki je to prožil, so znotrajvrstne interakcije, in potlej seveda te učinke se da pa omejevati samo z omejevanjem številčnosti. Zdaj znotrajvrstne interakcije, če jim se gre, pri medvedu je značilno, da je vrsta taka, ki ima tudi med sabo veliko komunicirajo, in hierarhija prostorska, časovna je pri njih znana, in medvedi, odrasli samci, lahko zato, da v bistvu povečajo nekako svoj razmnoževalen uspeh, ena od strategij, ki imajo, probajo mladiče, ki niso njihovi, zdaj kako to vejo, niti ni časa razlagati, ampak več mehanizmov imajo, pobiti. In če te mladiče pobijejo, gre lahko medvedka, ki vodi mladiče, gre prej v estrus, prej se pari in se lahko s tem istim samcem pari, ki je mladiče prej pobil. In seveda medvedke pa hoče
tako vedenje preprečevati in to dela je tako enostavno, da pač recimo v pomladi, to je zdaj ta sedanji čas, ne, ko je pač nastopa paritev, se umika iz območij, kjer je veliko dominantnih medvedov, ne, ki bi bili pač potencialno infanticidi, pač pomikajo se lahko na rob vasi, pač potlej pred naslednjo paritvijo nažene svoje mladiče stran, to je pravzaprav zaradi tega, da jih nekako obvarujejo. In ti mladiči zopet pač tavajo v različne smeri, se umikajo, lahko tudi območjem, kjer je samcev več in tako pač poselijo območja, ki so na voljo, ne. Zdaj ta območja, ki so bila na voljo, so pa, če se vrnem nazaj, ta območja, kjer je pač gostota ljudi večja, ne, so se tam potlej nujno gostote povečale, ne, se pravi nekako, ni za pričakovati, ne, da bi povečano število medvedov pri nas pač ali pa kakšna nadaljnja rast, da bi se tako rezultirala, da bi bilo več jih tam strnjenih gozdnih območjih stran od človeka, ampak enostavno notranji mehanizmi jih širijo, jih silijo v širjenje prostorsko, ne, česar si pa pravzaprav pragmatično ne želimo, zaradi tega, ker pač ta slika je pol povezana z neprijetnimi, z težavami, ne, mnogimi, ne. Da, o tem vas bom še povprašal. Zdaj v vaši ekspertizi oziroma strokovnih izhodiščih iz leta 2020 ste zapisali, da ciljna številčnost za letos znaša 800. Kako to, da jih je toliko več, čeprav se tudi odstrel povečuje? Lani je bilo izdano dovoljenje za odvzem 222 medvedov, odstreljenih je bilo potem po podatkih ministrstva 234, torej zakaj ciljna številčnost kljub temu ni bila dosežena? Ja, zdaj, tukaj mogoče vseeno še tudi pojasnilo te ciljne številčnosti, ne, to ni ena pač toga meja, ki bi se sami naprej določali, ampak v bistvu analize preteklih podatkov so pokazale, da dejansko, recimo, če ostajamo na istih površinah, ne, ali pa celo Slovenijo, če opazujemo, ko se je številčnost povečevala, so se pač konflikti najprej počasi povečevali, potlej pa hitreje, ne, in pač ena številka, s katero smo lahko pač, ki je razumna, ne, se pravi pač gre za kompromis med varstvom pa pač ljudmi, pol po drugi strani tudi teh 800, že ta je bila pač gornja, ne. Zdaj zaradi tega je bila ta kot cilj postavljena, seveda to ni enkrat za vselej, ne, ampak je to pač dinamična stvar, gre tudi za vedenje pač medvedov, ljudi, tako da se v te stvari še ažuriralo v prihodnje, ne. Zdaj pa, če se vrnem nazaj vprašanje, zakaj ni bila dosežena, ne. Pač v preteklosti o tem se veliko govorilo, so bili pač načrtovani odvzemi, takrat je bila postavljena shema, ne, ki naj bi v 3 letih omejila populacijo na to številčnost, predvsem prostorsko razporeditev, pač pomaknila v želeno smer, ne, pač ti odvzemi, odstreli, kjer je pač, ta vir, se pravi odstrel, ključna smrtnost, so bili pač večkrat zaustavljeni, se jih ni dalo v celoti izvesti, ne, pač to je bilo zaradi tega, ker so bile pač pritožbe na sam postopek, in potlej se je tudi sodišče v prvih letih odločilo za začasno zadržanje in pač je s tem šel čas, ne, in pač pri medvedu je pa ta rodnost, o kateri sem prej že govoril, pač sicer primerljiva v celi Evropi, ampak znatna smrtnost naravna pri nas majhna, ne, in potlej nujno vsako leto številka pač brez, ene zunanje smrtnosti pač naraste, ne, se pravi, tako če bi šel čisto tehnično, ne, smrtnost ni dohajala rodnosti, ne, zaradi tega pol tudi pač ta ciljna številčnost ni bila, dosežena, ne, pač takrat mogla biti smrtnost še večja, ne, če bi hoteli, ne, in tako je bilo začrtano, ne. Kaj pa to pomeni za konflikte z ljudmi, kateri se morda najbolj povečujejo in kje? Zdaj, tako da na konfliktih, ne, kljub tem očitkom, ki so kdaj s strani kakšnih izrečeni, ne, da se premalo dela, se v resnici pri nas pač zgubi prav obratno, ne, ogromno se dela na zmanjševanju konfliktov. Jaz se recimo spomnim, smo začeli na tem področju tam 15-20 let nazaj delati, tako dejansko pač je bilo teh ukrepov razen odstrela malo, ne, in smo o tem govorili, koliko so pomembni, zdaj se pa veliko dela, recimo, ne vem, v povezavi ne samo zaradi medveda, ampak tudi zaradi volkov in v končni fazi preteklosti ali pa bo mogoče kdaj tudi, sicer v manjši meri tudi ris pomemben, se je veliko delalo na zaščiti drobnice, ki je bila svoje čase pač najpogostejši tak predmet. Kodni primer, se pravi, se pač, skrbi ograje električne, primerne take, ki zadržijo velike zveri, ne, so pač subvencionirane skoraj v celoti, potlej službe strokovne skrbijo za to, da so prav nameščene, potlej recimo vsa zaščita za čebeljake, pač tudi tukaj grejo stvari naprej, pol recimo ogromno se je delalo tudi na osveščanju ljudi, kaj se tiče pač kaj hrana, recimo nezavarovana v naseljih pomeni, ne, in potlej tudi na direktnih ukrepih zaščite prehranskih virov, ke medved je silno pameten, daleč voha, zapomni se te vire, ne, in bi lahko tudi pri nizkih gostotah, če te stvari niso urejene, pač pride do konfliktov, se pravi do medvedov, ki hodijo v vasi, ne.
pa pač v končni fazi so lahko nevarni, ne, če ne drugega, pa predstavljen strah tudi ni nekaj, kar bi bilo trajno, ne, pač ne moreš ljudi prisiliti v nekaj, ne. In zdaj konflikti, ki so naraščali, je bil pravzaprav ta vedenjski tip, ne, medvedi na naseljih, v robu naselju, medvedi, ki postopno lahko začnejo koga preganjati, razsute stvari, ne, se pravi, stalna prisotnost medveda dobesedno na dvorišču, ne, in pač to je pač z tega naslova lahko pridejo velike in so prihajali pač veliki problemi in tukaj pravzaprav ni drugih rešitev, ne, ker kot omejevati populacijo, ker pač te zadeve nastopijo ravno zaradi tega, ker je pač, če bi pogledali, prostor je pomembna dobrina, ne, in se lahko medved bolj varnega počuti v bližini človeka kot v gozdu, zaradi prej izpostavljenega infanticizma, ne. In tovrstni konflikti so naraščali, ne, se pravi, pol tudi klici za posredovanje, pač intervencijske skupine, stalna prisotnost medveda z mladiči, lahko tudi v naseljih, ne, ali pa na robu naselij, neposredni, več vidni razdalji, dostikrat tudi na dvoriščih, polomljena drevesa, ekstenzivni sadovnjaki sredi vasi, take stvari, ne. Alternative odstrelu pa ni, če prav razumem. Ali morda obstaja še kakšen dodaten ukrep, ki ga do zdaj še nismo izvajali, pa bi lahko pomagal pri zmanjševanju populacije na 800, kar je po strokovnih ocenah še obvladljivo nekako zaenkrat. Mislim, zdaj zmanjševanje populacije, ne, pač se pravi drugi načini, ne, ki so teoretično na voljo, ne, so pač, se pravi, premik osebkov, da bi jih pač nekam pripeljali, ne, veste, da se je recimo v preteklosti, ne vem, nekaj medvedov pripeljali tudi v Italijo, potlej v Španijo, ne, ampak to gre za majhne številke in tehnično pač niti jih ne želijo drugod, ne. In zdaj pač, se pravi, 200 medvedov, 230 let transportirati, kam jih naj damo, ne. Potlej obstajajo tudi še pač druge variante, kot so recimo kemična sterilizacija in podobno zadeve, ki so pa tako, v bistvu prvič zopet realno niso izvedljive, vsaj ne na tem nivoju, oziroma bi imeli pač ogromne stranske posledice in pač to se mi zdi meni osebno, ne, pač tako, se pravi, če odstrel ni sprejemljiv, boš vzel en drug način, ki je popolnoma odtujen, ne, se pravi, v bistvu izgubiš divjo vrsto zaradi tega, da boš podredil, da ne boš nečesa videl, kar te moti, no. Skratka, nesprejemljivo, no, in dejansko pač se je tu iskreno in ogromno je bilo že debat z različnimi predstavniki, z različnimi idejami, praktično vse stvari, ki delajo, so učinkovite, realne, imajo realne pač ozadja, se jih izvaja, ne, in pač tukaj zdajle recimo meni je v bistvu osebno, ne, glede na pač zgodovino tudi svojega dela, pravzaprav grozljivo, ne, da se moramo pogovarjati samo o odstrelu, ne, pač izvaja se vrsto stvari in v končni fazi, če bi bili zmožni se umakniti za korak iz te trenutne slike, ne, ki je nastala, ne, v končni fazi to, da imamo pač viabilno populacijo, kar je pravzaprav cilj varstvenega upravljanja, ne, sredi Slovenije, se pravi pač v centralni Evropi, kjer vseeno pač z vidika medveda ni strnjenih grozljivo velikih območij, ne, je človek pravzaprav povsod prisoten. To je neverjeten uspeh in pač nekaj, na kar bi bili vsi ponosni, veseli, uživali, seveda ob omejitvah, ki morajo biti, ne, ampak nekaj lepega, ne. O tem bova še proti koncu tudi govorila, kako ljudje dojemamo rjavega medveda v Sloveniji. Zdaj, glede letošnje odločbe, ne. Odločba o letošnjem odstrelu se zdaj že izvaja, kljub zmedi zaradi poskusa premierja Goloba, da to ustavi oziroma zamrzne. Potem je ministrstvo sporočilo, da se bo izvajala naprej, pa da bo potem naslednji mesec neka širša javna razprava o tej problematiki izvedena. Mene pa zanima, kako bo zdaj ta odvzem iz narave potekal, kje, kako bodo lovci določali, katerega medveda odstreliti in katerega ne? Zdaj, tukaj je bilo tako, da se v bistvu v celoti, skladno z tudi zakonodajo, ki je v ozadju sledil temu, da dejansko naj bi pač ta odstrel čim bolj, kar se da, ciljal na osebke, na medvede, ne, ki pač bolj verjetno proža težave, ne. Se pravi, že prostorsko, ko se ga razmeščali, ne, pač je odstrel v bistvu groje dodeljen na taka območja, ki so pač bolj poseljena s strani človeka, ne. Če bi pač recimo karto gledali, gibanje, tam videli, da dejansko vse neverjetno, ne, da zmore, ampak pač tam se medvedi pravzaprav med vasi gibljejo, ne, in pač je teh interakcij med medvedom pa človekom toliko, da pač ne upamo tega dopuščati, ne, in se pravi, primarno je taka območja odstrel usmerjen, tam je pač najbolj intenziven, ne, potlej naprej tudi po strukturi, recimo pač
starosti medveda ne moreš na daleč ocenjevati, ne, zato se uporabljajo čisto druge metode, ne, ampak je starost, vsaj pri mlajših osebkih, zelo dobro povezana z telesno težo, ne, zaradi tega je pol pač tudi po masnih kategorijah je odstrel tako razporejen, da pač gro odstrela pride med mlade osebke, zaradi tega, ker so pač te najbolj verjeten bodoči iskalci novega prostora, medvedi, ki bi lažje, bolj verjetno vstopili v konflikte. In v končni fazi je to tudi nekako najbližje, kar vemo o tem, kako naj bi v bistvu populacija se potekala, pač vzorci naravne smrtnosti, ne, pač medved, ko je enkrat velik, ima zelo malo v bistvu sovražnikov, pa nas nima, ne, pač recimo, če bi šli kam drugam v svetu, so bili to lahko tigri, ne, se pravi, pač nima enega plenilca, ne, in pač osebki, ki so umirali, so bili zaradi znotrajvrstne agresije, ne, pač mladi osebki in pač to, kar delamo, najbližje temu, ne. In hkrati tudi pač najbolj učinkovito zmanjšuje konflikte, ne, se pravi, vse je v to smer napeljano, no. Kako odgovarjate na pomisleke nekaterih nevladnih organizacij, ki opozarjajo, da gre za masovni odstrel, da ta odločitev pomeni kršitev slovenske in evropske zakonodaje na področju ohranjanja narave in da še niso izčrpani vsi drugi ukrepi? Zdaj, o tem še enkrat je bilo pač, se pravi, kar se tiče drugih ukrepov, je bilo ogromno debat že v preteklosti in pač iskreno se je poskušalo vse pač realne pa rešitve, ki delajo, ne, uporabiti, ne. To, da pač ni preizkušenj, da niso uporabljene pač druge možnosti, jaz pač jih ne vidim, iskreno, ne. In tukaj ni pač cilj medvede streljati, ampak pravzaprav na dolgi rok vrsto ohranjati. Pač nimamo modela, ki bi potrjeval, no, da te ljudje, ki to trdijo, se pravi, da so drugi ukrepi, da so druge rešitve še možne, pač ki bi kazal, da je to res, ne. Se pravi, ne poznamo ene viabilne populacije v svetu, Evropi, pač na takem območju, ki bi sama sebe regulirala, kjer bi lahko v bistvu brez pravzaprav odvzema stvari normalno pač potekale, se pravi, da bi ljudje tudi noter ostali v tem območju, ne. Ob tej razpravi, ne, od Ministrstva za kmetijstvo smo dobili kar zanimiv podatek, da je bilo samo lani v Sloveniji odvzeto, to pomeni odstrel in izgube zaradi prometa, bolezni in podobno, okrog 14.220 divjih prašičev. To je res visoka številka, pa ne slišimo nekih opozoril, da gre za masovni odvzem. Lahko postavite te številke v kontekst, zakaj to različno dojemanje? Ja, pač tukaj je verjetno so malo čustva, pa tudi simbolika, ne. Zdaj recimo meni osebno, a ne, tudi pač mi je razumljiv, da meni recimo ni enostavno in se mi zdi prav grozljivo zdajle, da smo primorani v teh situacijah govoriti, da je odstrel tako pomemben, ne, ker je to pač ena od palet ukrepov, ne, in pač medved je v naši kulturi, nam je blizu, ne. Jaz sem se recimo z njim tudi raziskovalno vseh drugih vidikov ohranjal. In mi je jasno, da se razlike dela, saj pač nimamo vsi enakega okusa, ampak tu verjetno gre za to, ne, se pravi pač to čustveno vrednost, ki ima in pač veliko se govori in je tudi pač neki simbol divjine, ne, in s tega vidika mi je razumljivo, ne, zdaj, če bi pač pogledali pol ostale vrste, seveda so pač odstreli lahko še bistveno večji, ne, in tudi pri nas, če bi pogledali nasploh pač upravljanje divjadi, ne, je večina vrst, kjer se odstrel izvaja pravzaprav osnovni namen odzadaj, ne, ki pol delegira tudi kvote, je pravzaprav zopet nekako omogočanje sobivanja ali pa pač temu, no, da pač ni prevelikih konfliktov, ne, seveda ob tem, da pač pa se vrste absolutno ohranja, ne, in ni pa zelo daleč tega, ne, da bi bilo pač kje ogrožene, ne. To, kar ste že prej nekako nakazali, pa bi zdaj vprašal, kako je z zavedanjem Slovencev, da je rjavi medved, ki ima v dinarskem delu Slovenije eno največjih gostot na svetu, naša kulturna dediščina, da je to povečanje številčnosti populacije v resnici pomemben naravovarstveni uspeh, kot ste rekli leta 2019. Se prebivalci Slovenije tega zavedajo? Kako strpni so? Ja, pač tudi javnomnenjske raziskave, ki so bile narejene, kažejo nedvomno, ne, in v območju, kjer pač medved živi v največjih gostotah in tudi v območjih, kjer ga je pač manj, seveda, ali pa v enaki meri tudi tam, kjer ga sploh ni, pač ljudje smo si enotni tu, ne, da je pač to vrednota, pač naravna, ne, ki jo moramo brez zadržkov pač očuvati, ne, ampak v isti sapi pa pač se zavedajo tudi težav, ne, in so pripravljeni marsikaj narediti, ampak ne pa vsega, ne, in pač potlej iste javnomnenjske raziskave recimo, ne, pač kažejo, da teh območjih, kjer so pač gostote večje, pa so ljudje jasno pač povedali, da menijo, da jih je pač toliko, kot jih je, dovolj, ne. Zdaj, se pravi, prvo, ja, bi jih imeli, ne, samo pač v obvladljivih mejah, ne.
In za konec potem, kako naj država s populacijo rjavega medveda upravlja v prihodnje? Boste vztrajali oziroma ohranili to ciljno številčnost okoli 800, jo boste še spreminjali? Je to tista družbena nosilna zmogljivost ali boste v stroki morda predlagali kakšne nove ukrepe, se bo odstrel še povečeval? Ali naj pač tako stroga zaščita te vrste, kot je trenutno ostane? Tukaj, se pravi, teh 800 je bilo pač postavljeno na osnovi podatkov, ki so bili pač najboljši in so odlični, ampak seveda se bo številko še revidiralo. Zdaj, tako kot sam vidim, pač možno, da se bo ta številka, vsaj kar se tiče pač poznavanja vrste, pa tudi razvoja okolja kvečem še povečevala, ampak tem pač ne morem naprej govoriti, ker pravzaprav ni še analiz narejenih, so predvidene zdaj pač v naslednjih letih in to je bilo že takrat prvotno pač predvideno. Zdaj, spodnja meja je pa v bistvu fiksirana tudi nekako čisto z zakonodajo varstva, kjer ne bi želeli. Se pravi, teh 800 je cilj, lahko je več, če pač ljudje bodo tolerirali prihodnje, spodnja meja pa pač, ki je bila postavljena, pa enaka v bistvu po eni strani zakonodaje, se pravi, tukaj je številčnost, ki je bila pač vstop v Slovenije v EU ali pa pač takrat, ki je bila vrsta kot deklarirano opažena, da je pač v ugodnem ohranitvenem stanju, se pa giblje tam okrog 600, recimo ta številka zopet pač pomembno, da govorimo za pomladansko številčnost, se pravi pač navzdol bistveno ni možno. Ta stroga zaščita te vrste, kot je trenutno, naj pa ostane. Zdaj pač tukaj, veste, moram tudi pojasniti, kakšne so razlike. Zdaj v zadnji je pač habitatna direktiva, dokument, ki so ga v bistvu mogle v enako strogi obliki, kot je pač bil napisan v Evropski uniji, vse države v pristopu ratificirati. Habitatna direktiva pač predvideva več nivojev varstva, se o tem pravzaprav govorimo in medved je tukaj umeščen na najbolj strogi. In zdaj iskreno, če bi pač pogledali to dinarsko pač populacijo medveda, po biološki plati de facto ne rabi toliko stroge zaščite, in so pač ta stroga zaščita kdaj tudi težave prinašala. Po drugi strani pa pač bi imeli tudi prelistanje pač lahko težave prinese. Se pravi, mislim, da je pač kaj nujno treba iskreno, preden se začnemo razmišljati o tem, pogledati, pretehtati, kaj bi bile prednosti, se pravi, če bi se pač zmanjšalo stopnjo varstva, v isti sapi pa tudi pač samo tehnično to izvesti vse prej kot enostavno, pač ker tukaj je stopnja varstva visoka. To je pač primerljivo, ko bi recimo ustavo ene države skušali spreminjati, pač se pravi premakniti medveda ali pa volka na aneksu, na katerem je. Kdo se bo vprašal, zakaj je pa pristal na tem aneksu, to pa je pač treba poudariti, takrat, ko je bila pač habitatna direktiva oblikovana, te deli, pač je bila Evropska unija še bistveno manjša in pravzaprav tudi populacij, ki bi bile viabilne znotraj EU ni bile, in se pravi, v eni sapi habitatna direktiva je krasen dokument, v bistvu brez njega bi težko vrste, ki so ogrožene, varovali in je zelo uspešna v marsičem, so pa eni elementi pač pretoga v detajlih, se pravi pač v enaki meri vdrejo v bistvu vse države, vse te situacije in to lahko dodatne težave proži. In tukaj pač bo treba z lastno glavo razmišljati, pogledati, kaj so prednosti, kaj slabosti, oziroma pač se tem dela. Bomo videli, kaj bo država naredila. Kot rečeno, prihodnji mesec ne bi bil ta nek širši posvet, kot ga zdaj predlaga pristojno ministrstvo. Verjamem, da boste tudi vi seveda zraven vključeni v to razpravo, kot vse dosedanje. Za danes pa, doktor profesor Jerina, najlepša hvala, da ste bili gost N1 Slovenija. Ja, hvala tudi vam za pogovor, pa želim čim več tudi takih lepih dogodkov, pozitivnih novic. Vsekakor hvala in srečno. V bistvu nedvomno lepimi vrednotami ali pa naravo, kaj imamo. Tako. Hvala in srečno. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda o vsem, kar se bo v zvezi s tem še dogajalo, glede na politične razsežnosti te zgodbe, ki so bile dosežene v tem tednu, je tema vsekakor zanimiva, zato jo bomo spremljali na n1info.si. Iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.